Z besedo ilustracija poimenujemo marsikaj, tudi ustmeno pojasnjevanje. Variante se mešajo in vse se meče v en koš. To velja prav tako za slike v knjigah. In ker ta beseda pomeni pojasnjevanje, je pravzaprav včasih ta naziv pomanjkljiv in zato problematičen. Tekom teh 40 let se je do ilustracije kot zvrsti likovne umetnosti ta odnos nekoliko spremenil. Ne ravno vsepovsod pri nas, a vedno bolj. Drugod takšnih predsodkov ni. Kaže na nekoliko boljše razumevanje teh slik tudi v naših krogih. Likovno izražanje ima svoje zakonitosti, svojo kompozicijo, svojo likovno idejo, prostorska in barvna sorazmerja. Vsak likovnik ima tudi svojo imaginacijo. Če je v tekstu nek opis, ni treba, da se likovnik na svojem področju podreja pojasnjevanju, ampak je to zanj lahko motiv. Na primer kot libreto v glasbi. To nam dokazuje tudi zgodovina. Največje umetnine lahko najdemo v delih iz vseh časov, ki so upodabljala zgodbe iz mitologije ali Biblije. Če je slikar ustvarjalen, iskren in izpoveden v svoji sferi, in če so, in to morajo biti, v besedilu motivi, ki so sorodni njegovim optičnim vzgibom in vizijam, bo to sodelovanje uspešno. Slabo je, če ilustrator samo pripoveduje brez lastnega dostopa in ustvarjalnosti. Ne moremo pa zamenjavati kvaliteto in vrstni red obeh sporočil. Včasih so slike kvalitetnejše od napisanega. In še to, velikost, tehnika in materiali
niso relevantni za določanje umetniške vrednosti. Razvijaš se celo življenje. Zase vem, da rišem, kar pomnim. Risanje mi je najprej nadomeščalo otroško igro in sem bila obsedena z njim. Z odraščanjem so prišle spremembe in želja po širšem znanju in študiranju likovne umetnosti. Nagnjenje k otroškim in pravljičnim motivom pa me je zaneslo v svet, kjer sem imela možnost razvijati se dalje. Nekje v teh dolgih letih sem začela odkrivati, da so se mi prikradle v slike sanskost, morda skrivnostnost, in to mi je sama od sebe pogojevalo vse večjo likovno izraznost. Težila sem k jasnosti in poenostavitvi. Tempera in gvaš mi pa omogočata priklicati mehkobo in sanjarjenje na papirju. Z Grimovo pravljico Zvezdni tolarji se zaključuje ta vaša bogata antologija. In prav ta pravljica je na poseben način predstavljena. Seveda, ko listamo in obračamo te liste v knjigi, je morda prekinjena. Prvič jo bomo zdaj na razstavi postavili v ta fris in bo zgodba kontinuirano tekla od začetka. Pa se morda spomnite ob teh zgodbah, kako začne deklica svojo pot, kako so nastajale te scene, od svetlega jutra do noči. Zgodba je taka, da ta deklica je sirota in gre po svetu in nima ničesar razen tisto, kar ima na sebi, pa en košček kruha. Ona gre iz domače vasi, malo navkreber, ne. In tukaj je recimo najprej sreča enega starega berača, ki jo prosi za kruh, in ona mu da tisti kruh. In jaz sem si to tako zamislila, da so to pravzaprav neka vilinska bitja, ki jo na koncu nagradijo. In to je nekakšen vilinec, ta berač zemlje. Zato imam tule vse te barve in te oblike prilagojene njemu. Ampak so pa tudi resnične, ne, v naravi. No, in potem gre ona po tej cesti, ki se nadaljuje naprej, spet sreča dečka in ta je tudi drobni vilinček. Kakor en vilinček, ne, čeprav to ne piše, ta tekst je zelo, zelo skop. No, in tega vilinčka sem tako, malo sem nakazala, tle odzad je kakšna roža in tale list, ti listi so videti, kakor da ima krila, ne. Ampak njega tudi zebe, ker je veter. No in pol gre naprej. To je pa bolj skalna svet. Je pa tudi neki napuboh in zmrzuje revček. Ja, to je pa en skalni vilinček, recimo. Ja. No, in mu da, zdaj ona zmeri vsak kos oblačila da od sebe, ne. No, in pol pride, sreča spet vilico, ne, cvetlično. Ja, ki pokazuje ta. Ja, to je ena asociacija na Savico, ne, pa na en most tudi tam. No, in no, zdaj se pa že bolj mrači, ne. Ja, in prihaja v gozd. In tle je tak dojenček, ki jo prosi še za srajčko. No. Potem pa ona
nima nič več. Ne? In na koncu znoči se in naenkrat začnejo zvezde padati z neba in se spreminjajo v tolarje. In ona tudi ena nova srajčka je naenkrat na njej in potem je nagrajena. Ja. Tudi moj odnos do narave se je razvijal. V otroštvu mi je oče mnogo povedal o rastlinah. Tudi sama sem jih proučevala. Tudi biologija me od nekdaj zanima. Pravo zanimanje za naravo in pokrajino pa se je pojavilo kasneje. Spoznala sem, da je navdihujoča in da nudi brezkončne možnosti za skrivalnice in skrivnosti, optično igro in slikarsko raznolikost. Kaj pomeni pravljica za psihično ravnotežje ljudi, tega si nisem sama izmislila. Omenila sem, kar so ugotovili strokovnjaki psihologi. Likovna predstavitev ima verjetno tudi svoj vpliv, vsaj tako pravijo poznavalci. Nikoli pa ne slikam s tem namenom, saj se tudi ne da. Nameni ne sodijo v izpovednost. To je delovanje podzavesti. Ko delaš, se tudi sam na nek način zatekaš v svojo pravljico, ki te odvrača od misli na lastne tegobe. Mir in čas najdeš, če si ga organiziraš. Nikoli tudi nisem hodila v službo. Bila sem v svobodnem poklicu in sem večinoma razporejala in delila svoj čas, čeprav ga je vedno primanjkovalo. Veliko del sem nekdaj slikala tudi ponoči do jutra. Takrat je najlepši mir. Sicer pa je tako, kadar se ti posreči, da se zatopiš v delo, se vse drugo umakne v ozadje. Ja, zapisala sem se pravljičnemu svetu. In ja, tudi me je že zamikalo, da kaj napišem. V nekem obdobju, tam okrog leta 80, sem se celo lotila pisanja pravljic, a sem ga opustila iz dveh razlogov. Nisem bila dovolj sigurna vase in te zgodbe mi kasneje niso bile všeč. Sicer pa sem že v otroštvu vedno nekaj pisala, pesmi, odrske predstave, kasneje še razna osebna razmišljanja. To se je vse izgubilo. Edino besedilo, ki sem si ga upala pokazati v uredniku, je bilo Čudežno drevo. Zapis in skice sem prej že dolgo vrsto let imela v predalu. Drugi, usodnejši razlog pa je bila predanost in obsedenost in ljubezen do likovnega izražanja, ki je daleč presegala zanimanje za pisanje.